Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokratna pravljica je ena izmed najljubših pravljic deklice po imenu Viktorija. Njena mamica mi je poslala prijazno sporočilo željo, da preberem Viktorijino najljubšo pravljico o kokoški. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo irski ljudski pravljici z naslovom Rdeča kokoška. V hišici sredi gozda so živele mačka, miška in rdeča kokoška. Mačica je spala v beli košari, miška v globoki luknji, rdeča kokoška pa na visoki kurji gredi. Nekega jutra se je rdeča kokoška zbudila in vprašala: Kdo bo vstal in zakuril v peči? Mjav, jaz že ne, je zamjavkala mačica. In jaz tudi ne, je zacvilila miška. Bom pa sama zakurila, je rekla rdeča kokoška in stala ter zakurila v pečici. Ko je ogenj zagorel, je rdeča kokoška vprašala: Kdo bo pometel sobico? Jaz že ne, je rekla mačica. In jaz tudi ne, je zacvilila miška. Bom pa sama pometla, je rekla rdeča kokoška in vzela metlo ter pometla sobico. Ko je rdeča kokoška pometla, je vprašala: Kdo bo skuhal zajtrk? Jaz že ne, je zamjavkala mačka. Jaz tudi ne, je zacvilila miška. Bom pa jaz skuhala zajtrk, je rekla rdeča kokoška in odšla k pečici ter skuhala zajtrk. Ko je rdeča kokoška skuhala, je vprašala: Kdo bo zajtrkoval? Jaz, je zamjavkala mačica. Jaz tudi, je zacvilila miška. Ne, vse bom sama pojedla, je rekla rdeča kokoška. Le če mi obljubita, da mi boste odslej pomagali, vam bom dala zajtrk. Obljubim, je pohitela mačica. Obljubim, je cvilila miška. Rdeča kokoška se je usmilila in jo obe povabila k mizi. Ko so pozajtrkovale, je rdeča kokoška pogledala skozi okno. In koga je zagledala na gozdni stezi pred hišico? Lisico. Kokodak, lisica prihaja, je kokodajsnila in sfrčala na kurjo gredo. Mjav, lisica prihaja, je zamjavkala mačka in se zvila v košari. Lisica prihaja, je zacvilila miška in se skrila v luknjo. Lisica je prišla v izbo. Dobro jutro, miška. Dobro jutro, mačica. Dobro jutro, rdeča kokoška. Katera od vas me bo popraskala po hrbtu? Jaz že ne, je zamjavkala mačica. Jaz tudi ne, je zacvilila miška. Te bom pa jaz popraskala, je rekla rdeča kokoška in je popraskala lisico. Praskala je in praskala po celem hrbtu, od repa do ušes. Ko je pripraskala do ušes, je lisica stegnila taco, zgrabila rdečo kokoško, jo vrgla na tla in nato potlačila v vrečo. Kdo mi bo pomagal? Je kričala rdeča kokoška iz vreče. Jaz ne, je zamjavkala mačica in se potuhnila v košarici. Jaz tudi ne, je zacvilila miška in se stisnila v luknji. Sta mislili, da se boste tako rešili, a jima ni nič pomagalo. Lisica je skočila, vzela mačico iz košarice in zbezala miško iz mišje luknje. Nato je vrgla obe v vrečo k rdeči kokoški. Vreče je obesila čez ramo in stekla proti domu.
Tistega dne je bilo zelo vroče. Lisica se je utrudila in vreča s kokoško, mačico in miško se je zazdela strašansko težko. Vrgla jo je na tla, se ulegla v senco in zaspala. Komaj je lisica zaspala, je rdeča kokoška potegnila izpod perutnice škarje, iglo in nit ter vprašala: Kdo bo strigel s škaricami? Jaz, je rekla mačka. Jaz tudi, je rekla miška. In tako so z vsemi močmi raztrgale vrečo ter skočile iz nje. Ko so bile zunaj, je vprašala rdeča kokoška: Kdo bo prinesel kamenja? Jaz, je rekla mačka. Jaz tudi, je rekla miška. In je prinesla vsaka po en kamen in vse tri so dale v vrečo. Ko so bili kamni v vreči, je vprašala kokoška: Kdo bo zašil vrečo? Jaz, je rekla mačica. Jaz tudi, je rekla miška. Mačica, miška in kokoška so zašile vrečo in stekle proti domu. Od takrat sta mačica in miška zmeraj pomagale rdeči kokoški. Kaj pa je naredila lisica, me boste vprašali? Čez nekaj časa se je zbudila, zgrabila vrečo, jo vrgla čez ramo in se napotila proti domu. Saj sem se vendar spočila in naspala, si je rekla, pa se mi zdi ta vreča zmeraj težja in težja. Ko je prišla domov, je že vdaleč klicala: Gospa mati, pristavite na ognjišče naš stekleni lonec, večerjo prinašam. Gospa mati je pristavila na ognjišče stekleni lonec, vanj nalila vode in prižgala ogenj. Ko je voda zavrela, je lisica z vrečo splezala na streho in jo odvezala natanko nad ognjiščem. Mačica, miška, rdeča kokoška, poberite se v lonec, je še zakričala in stresla vrečo. Gorji. Namesto mačke, miške in rdeče kokoške so skozi dimnik na ognjišče padli 3 veliki kamni. Stekleni lonec se je zdrobil na 1000 črepinj. Gospa lisica mati, ki je stala pri ognjišču, se je razjezila. Stekla je na dvorišče, sezula coklo in jo zalučala v lisico pri dimniku. In tako je lisica dobila 2 bunki. Eno tam, kamor jo je zadela cokla, drugo pa tam, kjer je treščila na dvorišče. O, ti lisica ti. Ja, pregovor pravi: kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Sicer lisica ni nikamor padla, a njena zvita ideja žal ni obrodila sadov. In ste videli, kako so kokoška, mačka ter miška ukanili lisico? Prav neverjetno. In še dobro, da sta mačka in miška spoznali, da bo potrebno združiti moči. Namreč poprej sta se kar pustili razvajati, kaj ne? Ampak se mi pa zdi, da kokoška, miška in mačka še danes lepo živijo ter prijateljujejo. Viktorija, iskrena hvala za idejo o simpatični ter poučni ljudski pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Nauči se poslušati s kokoško Minko, ki predstavi zgodbo o klepetavi kokoški, ki jo je prebral Lovro. Prijazen pozdrav Viktoriji ter seveda vsem ostalim poslušalcem, ki tako radi prisluhnete pravljicam v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte, uživajte in ne pozabite držati skupaj s svojimi prijatelji. Čau, čau! Slogi je mučka, ne? Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Na elektronski naslov sem prejela zelo prijazno sporočilo mamice 2 deklic, Ajde in Zale, ki zelo radi prisluhneta pravljicam.
Ajda in Zala si želita slišati pravljico, ki ima prinaša smeh, nagajivost ter ljubezen. In vse to pošiljate tudi vam, otroci. Hvala, deklici, zelo sta prijazni. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo čarovniško obarvani pravljici, ki sta si jo izbrali Ajda in Zala z naslovom Smrdolin. V majhni čarovniški hišici, globoko in še globlje v hudem borštu, je nekoč živela stara čarovnica. Ker je bila kar naprej čemerna, sitna in tečna, so se ostali prebivalci gozda bali. Zato je bila stara čarovnica vedno sama. In prav zaradi samote je sčasoma postala še bolj čemerna. Čarala pa je lahko le v polni luni. In še takrat je uspelo pričarati le stvari, ki so se rimale. Milo, milo in fine line, drekec, pekec, dva kruhka rdeča in dišeča, štrik za umik in pivce za živce, copate na podplate in ribjo glavo za pamet zdravo. Nekega dne pa se je zalomilo. Pravzaprav si je hotela samo na vrh nosu pričarati krasno črno bradavico. Čira čara, jaz sem stara, bradavico na konico. Je zamrmrala, pa se je v hipu zabliskalo, zasmrdelo je in se pokadilo. Pred njo je stal majhen dihurček. Porka svet, kaj pa delaš tukaj? Je zavreščala čarovnica. Porka skret, je vrnil navihanec. Kako pa naj jaz to vem? Saj še tega nisem vedel, da sploh sem. Tudi jaz nisem vedela, je zabrundala starka. Saj vendar pričaram le tisto, kar se prima rima. En smrdljiv dihur se ne rima. Znič, hudič. In ta hudič se mene ne tiče čisto nič. Se je predrzno odrezal smrdljivček, švignil v stranišče in se pokakal. Drekec je prismrdel naravnost v kuhinjo. Presneto in prekleto, je bentila čarovnica. Kaj takega se mi pa v vsem mojem sopranem življenju še ni zgodilo. Mrmraje je sedla k čarovniškim bukvam in se zamislila. Odčarati pričarano. In ojoj. To je namreč nekaj najtežjega. Čirek čarek, skrivni zvarek? Se je spraševala. Črn hudič, nič je nič. Mali smrdek, grdi prdek. 1, 2, 3, pa te ni. Ampak dihurček je prav v tistem trenutku prikorakal nazaj v kuhinjo. In zasmrdelo je še malo bolj. Pa si je malček celo pridno umil tačke, z milim milom, pričaranim ob zadnji polni luni. Z enim skokom je radovednež pristal na čarovniški mizi. Kaj pa čaraš? Tebe bi odčarala, pa ne gre in ne gre, je zabrundala starka. Še dobro, je vzkliknil smrdljivec. Svet mi je namreč prav všeč, pa še lačen sem. Kdaj bo kosilo? Kosilo? Stari čarovnici je zaprlo sapo. Le kaj pride po balinu na misel? Čeprav je tudi njej že pošteno krulilo v želodcu. In po poštenem kosilu se vse pričarano gotovo lažje odčara. No, prav, je zarenčala in pogrnila mizo pred hišico. Pojedla sta ribjo glavo za pamet zdravo, 2 kruhka, rdeča in dišeča, in čez zvrznila še pivce za živce, brezalkoholno.
Je mlaskal smrdljivček s polnim gobčkom. To je bilo najboljše kosilo, kar sem jih kdaj jedel. No, če povemo po pravici, je bilo vsekakor tudi prvo kosilo, kar jih je kdaj pojedel. Ampak na to je od silnega navdušenja kar pozabil. Se je zaletelo stari čarovnici in živo je zardela. Prvič v vsem njenem dolgem življenju jo je nekdo pohvalil. Zdaj bi pa rad spoznal svoj novi dom, je razganjalo Smrkolina. V našem gozdu je gotovo čarobno. Svoj novi dom? V našem gozdu? Čarovnica je ostrmela. Malček pa je bil že po konci. Pridi no, vse mi razkaži, je vzkliknil. In stara čarovnica je vstala. Še nikoli ni nikomur ničesar razkazala. A sprehod bi ji po obilnem kosilu pravzaprav dobro del. In nadležnega pobalina lahko konec koncev odčara tudi po sprehodu. V gozdu je bilo čudovito hladno in dihurček je poskakoval kot žogica. Ju, kako lepo je tu, je ponavljal. Se je odkašljala čarovnica. Prvič v svojem dolgem življenju je opazila, da je v njenem gozdu res lepo. Po krošnjah dreves so plesali sončni žarki in vse naokrog je omamno dišalo. Po svežem medu, gobah in cvetlicah, ki so rasle na robu gozda. Dihurček je nabral velik šopek in ga stisnil starki na roko. Zate je. Majhna dišeča zahvala, ker si me pričarala na ta svet. Hvala, je presenečeno odbrundala čarovnica. Prvič v vsem njenem dolgem življenju je nekdo nekaj podaril. Čez čas sta prišla do reke. V njej se je prav tedaj kopala medvedja družina. Ko so zagledali staro čarovnico, so hoteli brž pobegniti v zavetje. Počakajte, je zakričal smrdljivček. Ali tudi vi živite v tem gozdu? Mama medvedka je strahom pogledala čarovnico, očka medved pa je zaščitniško objel sinka, ki je pogumno prikimaval. Bil je namreč sinček edinček in si je že dolgo želel prijatelja, da bi se skupaj igrala. Potem smo pa sosedje, je bil navdušen dihurček. Od danes namreč stanujem pri čarovnici, obiščite naju. Starka je hotela glasno protestirati, toda mali je že odskakljal naprej. Sledila mu je in zmajevala z glavo. Osupla medvedja družina pa je le debelo gledala za njima. Kmalu zatem sta prikorakala do griča. Ob vznožju je sedel jež in si zadihan brisal potno čelo. Pred njim je ležala košara z drvmi. Ko je zagledal čarovnico, jo je hotel takoj popihati. Priskočil je dihurček. Kam pa moraš tole odnesti? Čez grič, je zajecljal jež. Srečo imaš, da sva prišla mimo, je rekel smrdljivček. Moja čarovnica namreč velika in močna, pomagala ti bo. Starka je hotela glasno protestirati, pa jo je ježek tako milo pogledal, da si je takoj premislila. Še nikoli ni nikomur naredila nobene usluge. In konec koncev je bila taka košara zanjo res prava malenkost. Odmrmrala je, kdo ve kaj, si jo zavihtela na ramo in jo odnesla čez vrh. Hvala, je izdavil začudeni jež. Prosim, je vljudno odvrnil dihurček. Prijel je staro čarovnico za roko in sta šla. Pred svojim domovanjem na velikem travniku je sedel dedek Zajec in opazoval vnučko Frido, ki je prišla na obisk. Ko je zagledal staro čarovnico, je zajčica ravno vadila trojni skok v cikcaku. Frida,
takoj v luknjo, je zacvilil. Ampak mala dolgouška je videla le dihurčka. Ta je namreč naredil stojo in kričal: če me naučiš cikcake, te bom naučil tole. Zajčica je bila navdušena. Dedek je nezaupljivo motril čarovnico, malčka pa sta drug drugega brž naučila stojo in cikcake. Bravo, mulčka, saj sta prava akrobata, jo je pohvalil dedek Zajec. Stara čarovnica ni rekla ničesar. Le tam nekje v trebuhu jo je čudno zaščemelo in prvič po dolgih letih se je na njenem zgubanem obrazu zarisal nasmeh. Ko sta se z dihurčkom vrnila domov, je za gozdom že zahajalo sonce. Čudovito je bilo, je srečen dahnil smrdljivček. Je zakačala čarovnica in izginila v svojo čarovniško kuhinjo. Nasmeh na njenem obrazu je zbledel, saj je skoraj že vzhajala luna. Če hoče očarati dihurčka, bo morala pohiteti. Nocoj je zadnja priložnost. Jutri luna ne bo več polna in ona ne bo mogla več čarati. Z vzdihom se je sklonila na čarovniške bukve. Dihurček je pritecal k njej in položil tački na mizo. Bi me še vedno rada kar odčarala? Je vprašal in glasek se mu je zatresel. No, jaz, je zajecljala čarovnica, več pa ni šlo. V grlo je tičal čuden cmok. Dihurček je skočil na knjigo in se z velikimi črnimi očmi zastrmel v staro čarovnico. Smrdolin mi reci, je šepnil. Smrdolin, se je nasmejala starka. Zakaj naj ti rečem smrdolin? Ker sem potem pobalin smrdolin, je odgovoril dihurček. To se pa rima. In tako si me torej čisto pravilno pričarala. Čarovnica je debelo požorla slino. Smrdolin pa res ni nobeno ime za dihurčka, je zamrmrala. Bom pa smrdek prdek, je zašepetal malček. Tudi to se prima rima. Stara čarovnica je tiho obsedela. Po zgubanem licu je zdrsnila solza in z glasnim plink pristala na mizi. Mislim, da nama bom pričarala kaj drugega. Nežno je porinila dihurčka s knjige v svoje naročje in položila dlani na stran 333. Čira, čira, čara, noč me vedno mara, temno je nebo, zvezd bo 100x100. In tedaj je na gozd legla tema. Ko je dihurček stopil za staro čarovnico iz hiške, je bila na nebu polna luna. Okoli nje je sijalo na stotine zvezd. Tako daleč in obenem tako blizu. Je vzdihnil smrdljivček in se privil k čarovnici. Njegova dlaka je bila mehka kot žamet in oči so se mu lesketale kot dva dragulja. Smradek, je rekla čarovnica. Ali ni to lepo ime zate? Ja, nažalost se pa ne rima z dihurčkom. Nič hudega, je naenkrat zelo odločno rekla stara čarovnica. Tudi brez rime si najboljša pomota, kar se mi kdaj pričarala. Torej vse v najlepšem redu, je zamrmral dihurček. V starkinem naročju se je zadovoljen zvil klobčič in v hipu zaspal. Kako simpatična pravljica, kaj ne? Poglejte jo našo čarovnico in prikupnega dihurčka. Ja, in tudi najboljšim se kdaj zalomi, ampak ponavadi se vse zgodi z razlogom.
In tako je dihurček vstopil v samotno življenje čarovnice, ter ga svojo prikupnostjo prav popestril, ter čarovnico tudi omehčal. Bravo, dihurček, za pogum in vztrajnost. Ajda in Zala, iskrena hvala za super pravljico. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Sitnobe sitne, v kateri boste spoznali medveda, ki je prav tako rad užival v miru in samoti, vse do nekega dne, ko se je v njegovo bližino priselila zajčja družina. In takrat se je vse obrnilo na glavo. A na koncu so bili vsi skupaj pravi prijatelji. Simpatična pravljica. Prijeten pozdravček Ajdi in Zali, ter seveda vsem ostalim, ki radi prisluhnete pravljicam. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Ja, simpatična pravljica. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ponovno sem na elektronski naslov prejela sporočilo mamice dveh fantov po imenu Enej in Nal, ki rada prisluhneta pravljicam. Le katero pravljico si želita slišati? Pravljico o slovitem angleškem junaku ter izurjenemu lokostrelcu. Legende pravijo, da je skupaj s prijatelji ropal bogate in zaplenjeni denar ter bogastvo dajal revnim. Bravo, Robin. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo kratki pravljici z naslovom Pustolovščine Robina Hooda, ki sta se jih zaželela slišati Enej in Nal. Nekoč je v Angliji živel mlad plemič Robin iz Loxleya, ki je bil zvest vitez Richarda Levje Srčnega. Med kraljevo dolgo vojno na tujem se je oblasti polastil njegov brat, princ John, in za zločince oklical vse tiste, ki so se mu uprli. Med temi je bil tudi Robin, ki se je moral zateči v Sherwoodski gozd. Pod vzdevkom Robin Hood se je pridružil skupini izobčencev in ropal kočije plemičev in pobiralcev davkov, ki so delali za krutega šerifa Nottinghamskega. A Robin ni bil navaden tat. Plena namreč ni zadržal zase, temveč ga je delil z domačini, ki so obobožali zaradi visokih davkov neusmiljenega kralja Johna. Številni kmetje so padli v tako hudo revščino, da so z družinami zapustili domove in se v Sherwoodskem gozdu pridružili Robinu in njegovim možem. Čeprav je Robin pretrgal vezi s plemiško preteklostjo, je še vedno ohranil stike s prikupno Lady Marian, prijateljico iz otroštva in sestrično kralja Richarda, ki je redno obiskovala dvor. Mladenka se je kljub nadzoru šerifa Nottinghamskega, ki je poskušal z njeno pomočjo ujeti izobčenca, pogosto odkradla v gozd, kjer se je srečevala z Robinom in mu poročala o najnovejših načrtih krutega kralja. Čas je mineval in pritožbe zaradi Robinovih ropov so se množile. Nekega dne je zato kralj John razglasil tekmovanje, da bi razvedril plemiče in pomiril vse podložnike, ki so ga sovražili zaradi ošabnosti in pohlepa. Novica o tekmovanju se je bliskovito razširila med možmi v Sherwoodu. Kralj bo priredil tekmovanje v lokostrelstvu, ki se ga lahko udeleži prav vsak. Robin je sklenil izkoristiti popolno priložnost, da se približa kralju in ga enkrat za vselej premaga.
Ker je bil najboljši lokostrelec v deželi, se je preoblekel v kmeta in se v kraljevo palačo odpravil v spremstvu zvestih mož, ki so bili prav tako zakrinkani. Na tekmovanju je zadel vsako tarčo in požel veliko odobravanje gledalcev. Ako bi morali razglasiti zmagovalca, je snel kapuco, vsem razkril svoj obraz in se zapletel v boj s šerifovimi vojaki. Drugi člani njegove druščine so mu takoj prihiteli na pomoč. Čeprav so se izobčenci iz Sherwoodskega gozda pogumno in neumorno borili, ter so na svoji strani imeli tudi množico preprostih ljudi, je kralj John kmalu dobil okrepitve iz gradu in Robinu s prijatelji je kazalo slabo. A ravno v pravem času se je iz vojne vrnil kralj Richard levje srčni. Lady Marian mu je na dvoru brž povedala za Johnovo izdajo ter dodala: Robin iz Locksleyja ti je ostal zvest in se je pogumno uprl tiranu, ki si je prisvojil oblast. Richard je vojakom ukazal, da takoj aretirajo princa in njegove zaveznike, Robinu pa je vrnil plemiški naslov in zemljo, ki so mu jo po krivici vzeli. Ko je kralj opazil ljubezen med svojo sestrično in mladim moškim, je blagoslovil njuno zvezo in v gozdu so jima priredili veliko svatbo. Od tedaj sta Robin in Marian živela skupaj v radosti in složnosti, kralj Richard pa je še mnogo let modro vladal v Angliji. Ja, super zgodba, kaj ne? In tale zgodba pustolovščine Robina Hooda je izšla v zbirki z naslovom Najlepše klasične pravljice. Sicer sem prebrala krajšo različico pustolovščin Robina Hooda, a kljub temu verjamem, da smo vsi spoznali, da lahko Robina Hooda označimo kot srčnega, pogumnega in vztrajnega. Junaka, ki se je boril za pravičnost. Bravo. Sicer pa je poleg knjižnih del Robin Hood osvojil tudi gledališke odre ter seveda tudi filmska platna širom sveta. Enej in Nal, najlepša hvala za idejo o pravljici z glavnim knjižnim junakom Robinom Hoodom. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Pepelka, v kateri je bila glavna junakinja prav tako srčna, pogumna ter vztrajna kot junak današnje pravljice Robin Hood. Prijeten pozdravček Eneju in Nalu ter seveda vsem poslušalcem pravljic. In otroci, naj vas v življenju vodi srčnost ter poštenost. Lepo se imejte. Čau, čau. Ja. Simpatična pravljica, ja. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ponovno sem prejela zelo prijazno sporočilo mamice dveh dečkov po imenu Tjaž in Gal, ki ob večerih zelo rada prisluhnita pravljicam. Najlepša hvala, Tjaž in Gal. Tokrat pa bomo prisluhnili njuni izbrani pravljici, ki je nastala izpod peresa izvrstnega slovenskega pesnika po imenu Tone Pavček.
Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo prvim 3 poglavjem izjemne pesnitve v rimah z naslovom Juri Muri po Sloveniji. Čuri Muri, kljukec Juri, tisti afriški zaklad, šel je v novi avanturi z Bongom, ki mu je kot brat. Križem po slovenski kuri znamenitosti iskat. Na začetku potovanja, kot predigra za pohod, so ljubljanske meglovanja, vsakršne puščove shod. Juri, Bongo, faci znani, sta v brezdelju dni in ur motala se po Ljubljani, brez zabav in avantur. Dolgo se ni nič zgodilo, dolgo vladal je dolg čas. Končno Juri zamrtvilo, pravi je odkril kompas. Greva po deželi naši, vzdolž povprek on tot in tot. Videl boš, kako pajdaši, lepo z lepim se povsod. In tako junaka 2 sta na lepo rajže šla, da slovenska domovina biserov da tudi nima. In sta šla. Za voljo spominov na poprej živalski vrt, a pogled obeh fantinov je bil tožen, mrk in grd. Vsem živalim, brez izjeme, v kletkah mre življenja sten, pa so žalostne in neme, kot bi le bil lovčev plen. V celicah, ničesar krive, so odvisne od tujih rok. Razžive se, na pol žive, ob obiskih le otrok. Opice čepejo tožne, na drevesih brez banan, celo ptice mnogokrožne vzletajo v prostost saman. Brunde sitan stari medo, rad bi šel za medom v dal. Lev jetnik je ob besedo, brez kraljestva ni več kralj. Le žirafa dolgonoga steza do neba svoj vrat, vendar je kot vsi uboga, ne odpre v svobodo vrat. Se še spomniš, Bongo reče, kako v Afriki za vzor čas ljudem živalim teče? Pri nas igra, tu zapor. Se še spomniš, leopard se postavil na start, malo čakal in zatem planil lep in nor na plen? Pri nas zebre, antilope, vejo za rešilni tek. Tu brlogi, kletke, lope, smrt in revščina vse vprek. Veš, najraje bi se vrnil v Afriko, moj rodni kraj. Ah, postoj, prijatelj črni, da uzreš slovenski raj. Zapustila sta jetnike v Tivolski zavila park. Lahen vetrič strepetlike jima zmeša kupček kart. Črne skrije, svetle streže. V tem zapoje kos poet in obema v srce seže s sporočilom: svet je lep. Potlej mala veverica jima je do kraja lica razvedrila. Z vrha krošnje vrže se na tla z višin, vsakemu izpolni mošnje lešnik podaril spomin. In potem je ta skakavka njuna zvesta spremljevalka. Srečo to ob svoji strani šla sta v mestni trušč in blišč. Juri vodil po Ljubljani, Bonga je prek vseh križišč. Vodil mimo ga domov je znamenitih in palač, k pesniku na Tromostovje, kjer je svet najbolj domač. Tu pozdravita Prešerna z lepim stihom iz gazel, ter spočita in nemirna čakata naslednji del. Ste že slišali novico? Res še niste?
prava bomba. Našo afriško dvojico, kajpak Jurija in Bonga, je povzdignila Ljubljana v svoja častna someščana. Naj, prijatelji, na kratko vam povem to zgodbo sladko. Pri Prešernu, kot že veste, smo obstali. Kot je genij pel nekoč za krajnce zveste, zdaj s fantičema semeni. O popotnikov v puščavo, vrbi, urški, bogomili in nosili, ki te sili peti, ne glede na slavo. Med pomenkom iznenada, blisk in grom, šok, krik strahu. Zgane Firpcev se armada, dete padlo je z mostu. Skoči Bongo, Juri skoči. Plavata skozi rečni tok k utopljencu, ki pomoči prosi zadnjim krikom rok. Juri z roko ga poprime, Bongo z drugo podrži in trojica k bregu rine ob navdušenju ljudi. Ko prišli so iz vodovja, dolgo sredi Tromostovja, za rešitelja oba je odmevalo hura! Ne le meni, njima bo hvaležna neizmerno naša mila domovina, ona dva sta vsem za zgled. Od župana in županje vzela cmoksta in priznanje. Sam Prešeren je prešerno nasmejan končal obred, rekel: ne le meni, njima bo hvaležna neizmerno naša mila domovina, ona dva sta vsem za zgled. A junaka pred poetom in predvsem vesoljnim svetom brž povesita pogled. Le poskočna veverica pevcu da poljubna lica. Od teh dni, od tega slavja, Juri Muri po Ljubljani s črnim Bongom se postavlja. Saj jo redno vsi meščani in celo vsak kip pozdravlja. Včeraj ima med potepom, ko čez Zmajski most šla, je en zmaj pomahal z repom, drugi objel je kar oba. Šel od branjevk in solat, vodnik z njima je nagrad. Gledat Triglav, karavanke, sok pit, grist napolitanke. Rekla sta: k najvišji gori jutri greva ob prvi zori. Na to reče veverica: jaz bom vajina vodnica. Čuri Muri, kljukec Juri, z Bongom, ki mu je kot brat, šel je po slovenski kuri zanimivost iskat. A pred njima vse stezice rep ometa veverice. Dan, ko vrelo je poletje, ko na njem je rdel oprh, bil je čas za vnebovzetje, za pohod na slavni vrh. Triglav je, ki se ponaša s 3 glavami vrhov, naš ponos, ljubezen naša in simbol za rodni krov. Priti nanj ni kašelj mači, a še reva gor patron, duh slovenski ojunači, da odloči se za vzpon. In tako sta Bongo, Juri z lepim ciljem, brez težav v juliju, obrani uri, šla s pokljuke na Triglav. Vzela vodo sta za žejo, vzela pot pod noge v hrib, vzela hrabrost in idejo, da na vrhu je zapik. Končno, na Kilimandžaru sta oba bila nekoč. Tukaj ob podobnem žaru vrh dosežeta gredoč. A sta lezla, 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 5 na 5, sem, tja, počez. Veverica pa je vezla, niti korajže, ves na ves, da njun duh je kremeniti hrepenil samo navzgor in veleval jima priti do najvišje izmed gor. Z nje je orel zaokrožil, spustil k njima se z višin, ji s pogumom oborožil za vzpon zadnji klin na klin. Tik pod vrhom, gornik slavni, triglavski Aljaž, kar sam jima vrgal obetavni, je na smeh
ponudil dlan. Potlej 3 gorci vrli, dolgo, dolgo so z gora, na lepoto stvarstva zrli, dol do sinjega morja. Končno, ko sta se vpisala v knjigo in dobila žig, veverica križa kraža z repom požgečka Aljaža. Rečejo vsi 3 hvala in ukažejo umik. Dolgo pot čez prehodavce jima je močil siten dež, liv na travce in na glavce in na mozek v njih najbrž, da zabredli so v goščavo, izgubili pravo sled. Bongo pav je, ranil glavo, prišel bohinj, bel in bled. Stokal ni, nikogar gnjavil, bil je, kar je bil, junak. Da to čista je resnica, priča zvesta veverica. Drugi dan na prvi strani časopisu temu znani. 2 fantiča, 2 orliča, včeraj šla sta na Triglav, a nazaj grede z Doliča, eden je nesrečno pal. Krvavel je, a prijatelj se je rešil z njim k ljudem. Mi bi rekli, dober škratelj, prste je imel pri tem. Časopis kot časopis je ob resnici majhna laž. Jaz pa pravim, takšen vtis je, da jo rešil je Aljaž. Gornik slavni, duša blaga, ljubezniv in ljudomil, malim hribovcem pomaga in pripelje jih na cilj. On je svojega orliča reševat poslal fantiča in zdaj orel, kralj neba, z njima vdalje v dal vesla. Ja, zelo zanimiva predstavitev naše čudovite dežele, kaj ne? Poglejte, Jurija in Bonga. In tudi nadaljevanje pesnitve skupno kar 8 poglavji vas bo popeljalo skozi znamenitosti, ki sta jih odkrivala Jurij, Muri in Bongo. Tjaž in Gal, najlepša hvala za idejo o pesnitvi, ki na res čudovit in edinstven način predstavi našo deželo Slovenijo. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še zgodbam o navihanem junaku po imenu Peter Nos, ki vas bodo zagotovo nasmejale. In prav tako so zgodbe nastale izpod peresa slovenskega pisatelja. Prijeten pozdravček Tjašu in Galu, ter pa seveda ostalim, ki radi spremljate pravljice v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Ja, zelo zanimivo. Ja, naša dežela je res polna raznolikosti. Super. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat sem prejela zelo prijazno sporočilo očka deklice po imenu Mary, ki ob večerjih zelo rada prisluhne pravljicam. In Mary si želi slišati čudovito slovensko pravljico, ki bo zagotovo všeč tudi vam. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici, ki so jo izbrala Mary in je nastala izpod peresa slovenske avtorice Saše Pavček. Naslov pravljice pa je Miška ima roza očala. Poljska miška je zelo bistra. Hitro si zapomni pesmice, rada poje in pleše, igre žogo jo brezmejno veselijo. Toda branje in pisanje, to pa ji ne gre in ne gre. Črke plešejo,
tačka je neuboga. Učiteljica je prigovarjala, naj se bolj potrudi. Poglej, druge miške in miški znajo že brati in pisati, ti pa zaostajaš. Gospa učiteljica, črke niso nikoli pri miru, ko berem, skačejo. Kako visoko pa skočijo? Jo je porogljivo vprašala sošolka, siva mestna miška. Ves razred se je glasno zakrohotal. Poljska miška je sklonila glavico, ušesca so se ji poklapano povesila in zaprla je oči. O, zdaj so pa črke krive, je zmajevala z glavo učiteljica. Ne lažem, učiteljica, je tiho odgovorila poljska miška. Ko pišem, črke nočejo ostati pri miru in v vrsti, kar same od sebe se pomešajo med seboj. To ni mogoče. Ne paziš in ne sodeluješ, je bila stroga mišja učiteljica in ji vrnila zvezek. V njem je z rdečo označila vse narobe napisane besede. Joj, vse je bilo prečrtano, vse rdeče. To je krivica, je hotela reči poljska miška, a se je v drobcenem grlu nabral velik cmok. Stisnila je vse 4 tačice, brkci so se ji v žalosti spustili čez gobček in njeno telesce je utrpnilo. Komaj je čakala na konec pouka, da se bo skrila v svojo mišjo luknjico. Tam je rada poslušala pravljice, pela in sanjarila. Ona misli, da je dovolj, če je njena dlaka čokoladne barve, so se oglasile sošolke. Pa ni, tudi v glavi je treba kaj imeti. Neumna si, neumna, so sive miške kričale vse vprek. Poljska miška je komaj zadrževala solze, po koncu pouka pa je stekla objokana domov. Na poti jo je prestregel sošolec, poljski mišek, in rekel: Tudi jaz sem poljska miš, tako kot ti, a znam brati, torej ni nič v zvezi z barvo dlake. Pusti me pri miru, je zasmrkala poljska miška. Če si mi pa všeč, meni se zdiš frajerka. Tako lepo poješ. Pa kako znaš metati na koš? Brati in pisati se bo že naučila, saj ni težko. Lahko ti pomagam. Nima smisla. Meni ni pomoči. Pusti me, je zavpila poljska miška in stekla proti domu. Ko je iz službe prišla mama, je zagledala rdečo grozo v miškinem zvezku. Ojoj, hčerka moja, čisto nič se ne učiš. Mamica, saj se trudim, ampak mi črke valovijo pred očmi. Zaskrbljena mama jo je odpeljala k zdravniku. Tam ji je mišja zdravnica pregledala oči. Vse je bilo v redu. Mama pa ni odnehala. Miško je peljala še na poseben pregled. Na vratih je bil napis Mišja psihologinja. Poljska miška je šepetaje brala. Miš je pohana. Joj, si je mislila, po meni je. V tistem hipu pa so se vrata odprla. Poljska miška je smuknila za mamino krilo. Dober dan. O, kdo pa kuka tam zadaj? Nikar se ne boj, miška. Kar naprej, izvolita. No, kaj bo dobrega, gospa? Je dejala prijazna mišja psihologinja. Dobrega? Nič. Moja hčerka težko bere in piše. Črke ji valovijo, pravi. Je pokimala mišja psihologinja
in na mizo postavila list, položila krempeljček na prvo vrstico in poljsko miško vprašala: Miška, kaj tukaj piše? Poljska miška je utrpnila. Strahotno se je bala glasnega branja. Samo prvo besedo, prosim, je spodbudno rekla psihologinja. Gozd. Ne, grozd, je zajecljala poljska miška. Ni bila prepričana, kaj piše. Toda borila se je naprej. Začela si je izmišljevati zgodbo, kot da bi jo v resnici brala. Nekoč se je v gozdu izgubila grozdna jagoda. Psihologinja je zavzeto poslušala in uživala v miškini napeti pripovedi. Svitalo se je, kaj tiči za tem. Na bel list je začela polagati folije različnih barv. Ko je položila zeleno folijo, se je miška namrdnila. Rumeno, miška je stisnila oči. Rdečo, miška je stresla z glavico. Nato pa se je zgodil čudež. Miška je nenadoma vzkliknila: kako lepo vidim skozi tole roza! Gospa miš, vaša hčerka ima disleksijo. Kaj? Je skoraj kriknila mama. A je to bolezen? Bo morala jesti kakšna zdravila? Ne, se je zasmejala psihologinja. Nič hudega ni. Samo posebnost pri branju in pisanju. Vaša hči je gotovo zelo nadarjena in ustvarjalna. Ja, to pa. Vse jo zanima. A kaj, ko so težave v šoli? Brez šole ne bo nič? Ne skrbite, gospa miš. Vaša hčerka drugače zaznava svetlobo. Ima pa kup darov, ki bodo v življenju zelo koristili. Za branje bo potrebovala posebna barvna očala in bo hitro bolje. Mislite, da bo res? Je zavzdihnila mama. Seveda, ne izgubite upanja, gospa. In miška je dobila roza očala. Z njimi je tudi njen svet postal rožnat. Črke pred njenimi očmi so se umirile. Lažje je brala. Včasih je pri pisanju še izpustila kakšno črko. Toda roza očala so v njej prebudila novo strast. Prepustila se je fantaziji. Začela je pisati zabavne spise. Le računanje je še nagajalo. Toda poljski mišek ji je pomagal. Skupaj sta premagala miškin strah pred številkami in ravnimi črtami. Postala sta nerazdružljiva. In ni čudno, da je poljska miška vsak dan raje hodila v šolo. Tudi sive miške so spoznale svojo zmoto. Pa res ni neumna tale miška, čeprav je poljska. Super miška je. Miška je bila srečna, da so jo sošolke sprejele medse. Moja roza očala so čudodelna, prijateljstvo pa še bolj, se je veselila poljska miška. A kaj, ko brez skrbi nikoli ne gre. Ob poti, ki vodijo od šole do miškinega doma, se je začela smukati lišpava mačka. Muca je bila čisto ubrisana na modo in miškina roza očala ji niso šla iz glave. Tale šik očalca bi pa meni dobro pristajala. Mjav, si je prihuljeno mjavkala. Toda poljska miška se nikoli ne preda. Tole bom smuknila do doma, si je rekla in se spustila v dir po neznanih stezicah. Na pragu doma pa si je oddahnila. Srečno sem ušla tatinskim mačjim krempljem. Še dobro, da treniram tek. No, zdaj pa grem lahko v miru brat. Me prav zanima, kako se bo razrešila tale zgodba. Si je mislila, ko je odprla knjigo in se potopila v napeto branje. Poglejte v našo miško.
In današnja pravljica je bila vsaj zame zelo ganljiva. Uboga miška, ki se je spopadala ne samo s težavami pri branju in pisanju, ampak tudi s posmehom svojih sošolcev in sošolk. Ampak bravo, miška, da si kljub težkim trenutkom ostala borbena in vsem nam si nam za velik vzgled. In verjamem, da bo današnja knjižna junakinja Miška opogumila še kakšnega bralca, ki se morda sooča s podobnimi težavami. Mi vsi pa se le trudimo graditi prijazne medvrstniške vezi, strpnost ter prijazno sprejeti drugačnost. Mary, iskrena hvala za čudovito ter poučno pravljico. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Nosku se zgodi čudež, v kateri boste spoznali Ježka, ki mu je sčasoma pričel pešati vid in naposled je tudi oslepel. A zgodil se je čudež. Le prisluhnite še tej pravljici. Prijeten pozdravček Mary, ter pa seveda vsem tistim, ki radi prisluhnete pravljicam. Lepo se imejte, bodite prijazni drug do drugega in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau. Bravo, Miška. Ti si nam pa res vzgled. Črke bomo pa poravnali, a ne? Da ne